Otroci so naše največje bogastvo. Se glasi znana misel, ki še kako drži. Zato je prav, da odraščajo v okolju obdani s prijetnimi naravnimi materiali. V okolju, kakršnega ponuja novi vrtec Bohinj. Slednji je med drugim zgleden primer, kako dediščino in naravne materiale umestiti v nadvse sodoben objekt. Ta estetsko dovršena reinterpretacija tradicionalne bohinjske domačije je bila deležna že vrste priznanj, od častnega priznanja na Piranskih dnevih arhitekture do nagrade na Balkanskem arhitekturnem bienalu, a največje priznanje prinaša prav zadovoljstvo najmlajših, ki ta objekt uporabljajo. Arhitekturna zasnova vrtca je bila izbrana na javnem natečaju leta 2020. Z avtoricama pa sta sodelovala tudi španska soavtorja Sofía Romeo in Miguel Sotos Fernández Zuniga, ki predtem nikoli nista obiskala Slovenije. Zato je bilo za uvod pomembno, da ima kar najbolje in najlepše opišeta prečudovito pokrajino in naravo, po katerih slovijo ti kraji. Po rezultatu sodečima je to odlično uspelo, saj novi vrtec odlično uteleša karakter kraja in lokalnih materialov. Leseni del konstrukcije sodobnega objekta je izdelan iz smreke, fasada pa je krita z neobdelanim macesnovim lesom. Vrtec se ponaša tudi z veliko zastekljenimi površinami, ki v prostor vnašajo obilje naravne svetlobe in poskrbijo, da je ločnica med interjerjem in naravo zunaj skorajda zabrisana. Janja in Ana, prav lepo pozdravljeni. Živja. Nam za začetek lahko zaupata, kaj vaju je vodilo pri oblikovanju tega res čudovitega vrtca? Glavno izhodišče je bilo razmislek o tem, kako posegati v ta prostor z neko občutljivostjo do obstoječega in predvsem do tradicije, ki je v tem prostoru, in pa čudovite krajine, ki tudi ta prostor obdaja. Po drugi strani pa nas je zanimalo, kako zasnovati tipologijo vrtca, kako narediti hišo, ki se bo odzivala na lokalni in širši kontekst, da je transparentna, da odpira poglede v hribe, da omogoča predvsem otrokom kvalitetno bivanje v tem prostoru. In torej gre za 3 volumne, med seboj povezane, v katere ste umestili tudi različne programe. Ta največja hiša v bistvu predstavlja glavno hišo v domačiji, kjer je in tudi materialno temu sledi, to se pravi spodaj zidana, zgoraj leseno ostrešje, potem je ta nižja hiša, v kateri so umeščene igralnice, je kot neke vrste gospodarsko poslopje, in potem je pa še ta objekt telovadnice, kjer smo pa se mi včasih interno ga poimenovali Kozovc, ampak v resnici samo zaradi te prosojnosti in v bistvu tudi nekega programa, v katerem se cela skupnost vrtca zbira. To je v bistvu nek športni prostor oziroma telovadnica. Ko razmišljamo o arhitekturi, vedno razmišljamo tudi o prostoru. To je vedno izhodišče in ta kontekst, ožji kontekst, recimo osnovne šole, cerkve, okoliških travnikov, pa hribov, kjer se vrtec odpira. Hkrati pa tudi širši kontekst Bohinja s to čudovito tradicijo od kozovcev, domačij, kot smo že omenjali, različnih tipologij, ki so tu prisotne. Element ganka je bil eden izmed stvari, na katere smo se mogoče opirali, ko se pojavil v neki reinterpretirani, mogoče bolj sodobni obliki tega balkona. V Bohinju veliko težuje, zaradi tega se nam je zdelo tudi pomembno zasnovati objekt, ki se bo odzival na to preko teh 3 arhetipskih, mogoče celo streh, ki hkrati simbolizirajo lahko tudi neko zatočišče za otroka, in tudi recimo potem preko te letne igralnice, kjer se otroci lahko igrajo tudi, če dežuje, in še vedno v stiku recimo z naravo pa to krajino, ki jih obdaja. Ves les ste pustili viden, tudi lesene lepljene nosilce, naprimer, medtem ko ste betonske stene znotraj interjerja ometali. Kako vidite vlogo lesa v tem projektu? Prva želja je bila v resnici, da bi bil celoten objekt lesen, seveda pol prek projektiranja, finančnega usklajevanja, racionalizacije in pa tudi na nek način premisleka, da mogoče pa vsem smiselno, da eni deli ostanejo zidani, smo nekako pol prišli do te kombinacije. In kar se pa tiče noter, se nam je pa zdelo, da je v bistvu zelo, zelo pomembno za otroke, da imajo stik z realnim materialom, da ne skrivamo tistega, kar se nam zdi, da v bistvu prostor gradi,
da je čim več konstrukcijskih elementov ostane vidnih, da tudi otroci razumejo, kako je hiša zgrajena. Hkrati se nam pa zdi tudi čist zaradi same atmosfere pomembno, da je les prisoten, viden in mislim, da tudi uporabniki to povejo, da ne gre samo za vizualen učinek, ampak je vonj lesa, otip lesa toliko pomemben, da ustvarja v bistvu prijetno atmosfero. Gospod Sodja, najprej lep pozdrav. Pozdravljeni. Ja, tukaj sva v Bohinju, obdana sva z gozdovi, z gorami in številnimi drugimi lesenimi objekti. Kako pomembni so naravni materiali, še posebno les tukaj v vaših koncih? Izbiri tega, jaz mislim, da je tudi komisija, ko se je odločila in pa tudi za nas, ko smo nekako potem potrjevali to zadevo, so bile ključne zadeve trajnostno. Ključno je bilo tudi energetska učinkovitost, ključno je bila tudi ta umestitev v sam kraj in pa seveda uporaba naših lokalnih materialov, to je les. Pomembno je bila tudi inovativnost tega objekta, zato da se otroci v njem dobro počutijo in ta objekt tak je. Jaz si želim, da bi s tem vrtcem občina postala tudi bolj prepoznavna, da bi tudi mlade družine videle, da imamo servis, kajti dober vrtec nudi tudi dobro vzgojo in pa samo počutje, ki pa je odločilno za vstop v šolo. V Bohinju so dolga leta težko pričakovali nov vrtec, kar prizna tudi ravnateljica. In treba je bilo počakati, da se je uskladila vrsta dejavnikov, preden se je zaslišal zven gradbenih strojev. Vsaka nova gradnja v prostoru pomeni neko spremembo, na katero pa so, vsaj v tem primeru, vsi izjemno ponosni. Ne le zaposleni, temveč tudi otroci in starši ter širša skupnost. Ta vrtec je bil res zelo, zelo težko pričakovan. Stara stavba, ki je bila, v kateri je bil do takrat vrtec, res ni nudila več kvalitete prostora, pa tudi zadost prostora ni bilo več. Torej, ključen material tukaj je les. In glede na to, da gre za naraven material, za umirjene barvne tone, kako po vaših opažanjih to učinkuje na otroke? Eno leto bivamo v tem vrtcu, pa se že poznajo spremembe, recimo v zimskem času, ko je med otroki ogromno viroz, veliko manjkajo otroci. V letošnjem zimskem času smo opazili, da je tega veliko manj. Mi moram reči, da tudi sicer zelo veliko otroci preživijo zunaj, ne samo tukaj na igrišču, odpeljejo jih vzgojiteljice na bližnje travnike, ob Savo, v gozdove in poskušamo res otrokom približati to naravo in ta odnos do narave. Seveda pa, če imaš še potem stavbo tako, ki k temu teži, je pa toliko lepše in boljše.